Drage gledalke in dragi gledalci televizije Exodus. V zadnjem intervjuju s Pierrom Antoinom Plaquevin smo se posvetili Georgeu Sorosu in njegovim fundacijam. Videli smo, da George Soros ni bil sam in da njegova motivacija ni bila njegova lastna zamisel. V tej oddaji je precej težko obravnavati ta vprašanja, ne da bi se spuščali v zarotniške domneve. Dejstva pa so znana. Globalisti si resnično prizadevajo za nov svetovni red in novo civilizacijo. Teh dejstev ne moremo obravnavati, ne da bi priznali, da imajo ti ljudje svoja prepričanja. Gospod Pierre-Antoine Plaquevin, hvala, da ste z nami. Svoje vprašanje bi rad postavil v kontekst. V zadnjem intervjuju smo videli, da si globalistične sile prizadevajo za nov svetovni red. Eden od zaključkov vašega dela je, da srednji razred v Evropi treba uničiti in da obstajajo problemi prenaseljenosti, za katere želijo milijarderji, globalisti, filantropi, kot pravite, ponuditi svoje rešitve. Resnično bi rad prišel do filozofskih virov teh ljudi, ki so se pričeli v 19. stoletju pri Francisu Galtonu in Charlesu Darwinu, ki sta nekako izumila evgeniko. Toda šele Darwin je tisti, ki ima zares dokumentarne vire, ki dokazujejo, da je bil Leonard Huxley njegov prijatelj. Ta isto je Leonard Huxley je imel dva sinova, Aldusa, ki je znan po svoji knjigi The Brave New World, v kateri govori o prihodnosti evgenike in transhumanizma. Drugi sin, ki je širši javnosti manj znan, pa je Julian Huxley, ustanovitelj mednarodne organizacije World Wildlife Foundation in prvi predsednik UNESCO. Od tukaj prihaja moje vprašanje. Ali nam lahko poveste nekaj o družini Huxley in Georgeu Brooku Chisholmu, prvem direktorju Svetovne zdravstvene organizacije, ki je leta 1955 zapisal, da moramo prakticirati medsebojno oplojevanje različnih ras, da bi ustvarili eno raso v enem svetu pod eno vlado. Tako dobro ste predstavili vse, kar predstavljamo v svoji knjigi. Gre za celotno okolje. Pravzaprav gre za isto okolje, o katerem smo govorili v prejšnji oddaji. Recimo, da gre za isto okolje, kot je anglo-britansko finančno okolje, ki je ustvarilo Georgea Sorosa. Dejansko pa je to križišče britanske imperialne elite, finančnega sveta ter mislecev eugenike in evolucionizma. Vse to ima svoje korenine v poznem 19. stoletju in še dlje. Pravzaprav bi se lahko vrnili celo v čas razsvetljenstva in prej. Vendar se je to okolje zares utrdilo konec 19. stoletja. V 20. stoletju pa je postajalo vse pomembnejše v mednarodnih institucijah, ki so se razvijale s pomočjo istih finančnikov ali ljudi, kot so Rockefellerji. Ou de gens comme par exemple les Rockefeller, la fondation Rockefeller qui a beaucoup fait pour... Rockefellerjeva fundacija je veliko storila za spodbujanje raziskav na področju, ki ga globalno upravljanje imenuje reproduktivno zdravje. Pa tudi za razvoj in financiranje istih mednarodnih institucij. Če se vrnemo k družini Huxley, naj povemo, da je bil prvi Leonard Huxley, ki širši javnosti ni preveč znan, prijatelj Charlesa Darwina. Bil je tudi tisti, ki je v takratni polemiki med evolucionisti in kreacionisti na nek način skoval izraz agnosticizem za te ideje. Tako je prav on ustvaril ta izraz, ki je imel velik vpliv na naravoslovje njegovega časa. Njegova potomca, brata Huxley, sta bila slavni pisatelj Aldous Huxley, ki je napisal Brave New World, torej Vrli novi svet, in drugi Julian Huxley pa je bil teoretik eugenike in transhumanizma. Julian Huxley sera plutôt un théoricien
à la fois de l'eugénisme puis du transhumanisme. Et en fait, avec les deux frères... In pravzaprav imamo pri obeh bratih Huxley po malem obe strani iste ideologije. Idéologie qui se développe l'un plus dans Eden bolj v fikciji, drugi pa bolj v teoriji in na to v metapolitičnem vplivu. l'influence métapolitique, puisque, comme vous l'avez dit, Lionel... Kot ste dejali, je bil Julian Huxley prvi predsednik UNESCO in eden od soustanoviteljev World Wildlife Foundation. Par exemple, le cas du World Wild Fund. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un peu ce que je vous disais dans le précédent. V primeru Svetovne fundacije je to zelo zanimivo. Saj je nekoliko podobno temu, kar sem povedal v prejšnjem intervjuju. Vse te skupine so se zavedale, da morajo izkoristiti naraščajoči trend, ki je bil zavedanje o degradaciji naravnega okolja in ekosistemov. Zato so razumeli, da je treba ta vzvod uporabiti za posredovanje, torej za humanitarno posredovanje. To smo videli prejšnji teden z vsemi nevladnimi organizacijami, ki podpirajo priseljevanje, kot so tiste, ki so se ta teden pojavile v Franciji, s flotami ladij, ki pomagajo migrantom prečkati osrednje Sredozemlje. Obstaja tudi ekološko vmešavanje z institucijami, kot je World Wildlife Foundation, ki se želi vmešavati v zadeve tretjih držav. À faire de l'influence indirecte, parce que ça serait, finalement, c'est une forme V imenu ekologije poskuša neposredno vplivati na druge stvari. Na koncu je to veliko bolj prefinjena oblika imperializma, se lahko na enak način kot človekovimi pravicami napredujete tudi z ekologijo. Če se torej vrnemo k temu viru, k ideologiji, ki bi jo lahko opisali kot neomaltuzijansko pri globalističnih elitah, in prav to poskušam prikazati v svoji knjigi, je tem elitam skupna ideja o globalni prenaseljenosti. C'est cette idée de surpopulation globale. Bon, maintenant, ça nous est asséné quasiment... To se ponavlja skoraj vsak dan, vse v zahodnih medijih, naprimer ta teden. Oglejte si članke v Le Mondu in drugod, ki nam razlagajo, da bi bila morda zmanjševanje rojstev rešitev za prenaseljenost, da je prenaseljenost glavni problem vseh drugih problemov, predvsem ekoloških. De tous les autres problèmes en quelque sorte et des problèmes principalement écologiques. Donc cette thématique Ta tema postaja vse pomembnejša tudi v širši javnosti. Uporablja se za promocijo vsega, kar napada družino samo, češ da je imeti otroke končno nekaj problematičnega. L'idée que finalement faire des enfants est quelque chose de problématique. C'est tout le mouvement child free. Takšno je na primer celotno gibanje brez otrok, child free. Du show business et autres qui font la promotion. Vse večje osebnosti iz sveta show biznisa in drugih, ki to spodbujajo. Ne gre za nekaj, kar bi prišlo iz zraka, temveč je bilo že vse prej premišljeno in se ponavlja. Pravzaprav imate vse te globalistične kroge povezane predvsem z britanskim Cityjem, ki že od 19. stoletja dalje načrtujejo in upravljajo človeštvo v vseh njegovih vidikih, zlasti pa v vidiku rodnosti in reprodukcije. Aldous Huxley v svoji knjigi na nek način razkriva, kaj bi bil uresničeni projekt teh elit, to je svet genetskih kast. V pogumnem novem svetu obstaja oblika svetovne vlade, ki upravlja človeštvo po genetskih kastah. Qui gère en fait l'humanité en caste génétique et puis il y a des isolats, on va dire. Potem pa so tu še izolirani, recimo temu stari svet ljudi, ki se še naprej razmnožujejo po naravni poti, saj nam je v knjigi Brave New World razloženo, da so ljudje zdaj dejansko proizvedeni z inženiringom. To je pravzaprav ideja ektogeneze, to je ustvarjanje ljudi v umetnih maternicah. To je stara zamisel. Aldous Huxley jo je pravzaprav prevzel od svojega prijatelja Haldana, prav tako pomembnega genetika iz pomembne družine britanske elite, ki je po mojem mnenju že leta 1924, morda 10 let pred romanom Aldousa Huxleya, govoril o ektogenezi in zamisli o umetnem ustvarjanju ljudi. D'ectogénèse, donc de cette idée de créer des humains de manière artificielle.
Tako Aldous Huxley v svoji knjigi na nek način razkriva projekt okolja, ki mu pripada, hkrati pa ga tudi kritizira, saj kot pripadnik klasične kulture vidi meje, želje po bivanju v svetu, ki je v celoti načrtovan, ki ga v celoti upravlja razum, človeški razum, vse do najbolj intimnih vidikov človeškega življenja. Par la raison humaine jusque dans les aspects les plus intimes de la vie des personnes. Zanimivo je, da Aldousa Huxleya pogosto predstavljajo kot kritika tega projekta. To je bolj dvoumno, ker je bil sam povezan z vsemi eugeničnimi krogi 20. in 30. let 20. stoletja. Tous ces milieux eugénistes des années 20-30 du XXe siècle. Et par exemple, le frère de... Brat Aldousa Huxleya, Julian Huxley, je na primer skupaj s Haldanom in približno 20 drugimi avtorji podpisal besedilo z naslovom Manifest genetikov. Ami aussi de Aldous Huxley, avec une vingtaine d'autres auteurs, un texte qui s'appelait le Manifeste des généticiens. Nekateri viri navajajo, da je pri tem besedilu sodeloval Aldous Huxley, drugi, da ne, vendar vedno izhaja iz istega okolja. To besedilo, ki se imenuje Manifest genetikov, je išlo leta 1939, na predvečer druge svetovne vojne in skušalo pojasniti, da gre za obliko pozitivne eugenike. To pomeni, da so nacionalsocialisti v Nemčiji prevzeli teme eugenike in spodbujali eugeniko, ki je bila rasistična in se je nekako nanašala na državno raso v njihovem okolju. V tem manifestu pa so želeli pokazati, da je treba spodbujati progresivno eugeniko, saj je bil na primer Haldan marksist, Julian Huxley pa se je imel za internacionalista, nekakšnega socialista. Julian Huxley se considérait lui aussi comme un internationaliste, un socialiste. Donc en fait, ces milieux-là ont voulu montrer V tem manifestu so jasno zapisali, da moramo za boj proti reakcionarni eugeniki spodbujati globalistično eugeniko. To pomeni, da eugenika ne bi več temeljila posebej na rasi, čeprav je ta v njihovem predvojnem diskurzu še vedno pomembna, temveč bi temeljila na globalnem izboljšanju človeške rase s politično-tehnološkimi sredstvi. Non plus basé spécifiquement sur la race, bien que la race compte toujours, même dans leur discours d'avant-guerre, mais qui serait basé plutôt sur l'amélioration globale du genre humain par des moyens politico-technologiques. Et cela passe... In v tem besedilu jasno poudarjajo, da ne bi se to zgodilo z organizacijo človeštva v nekakšno obliko svetovne federacije. Voilà, donc, et en fait, Brock Chisholm, dont vous avez parlé... Brock Chisholm, ki ste ga omenili, je bil prvi direktor Svetovne zdravstvene organizacije in je neposredni dedič te misli, lahko bi rekli progresivne eugenike, levičarske eugenike ali socialistične eugenike na enak način. On je tudi spodbujal sterilizacijo. Vsi ti ljudje imajo v glavi idejo, da je sterilizacijo mogoče uporabiti kot sredstvo za izboljšanje človeštva. To je skorajda načelo. La qualité, en quelque sorte, de l'humanité. C'est presque un principe... Il y a un peu deux types de... Obstajata dve vrsti eugenike. Obstaja eugenika, ki pravi, da je treba najboljše posameznike spodbujati, da imajo čim več otrok, da bi izboljšali genetsko kakovost človeške populacije. Du stock ou du cheptel humain. Puis il y a ceux qui vont dire il faut faire cela, mais il faut aussi... Nekateri bodo rekli, da moramo to storiti, vendar moramo tudi preprečiti, da bi rasli tisti, za katere velja, da so manj kakovostni. Parce que en fait, il y a aussi une idée, je pense, de forme de lutte des classes. Menim, da obstaja tudi ideja o obliki razrednega boja. To pomeni, da smo se pogovarjali tudi o Galtonu. Donc Galton, Darwin, tous ces gens-là. On je bil tisti, ki je v 19. stoletju skoval izraz eugenika. De l'empire britannique de l'époque. Et en fait, il se pose... Darwin, vsi ti ljudje so pripadali eliti takratnega britanskega imperija. Pravzaprav se sprašujejo, kako naj elita upravlja vedno večje množice ljudi, ki jih je britanski imperij na nek način združeval.
To vprašanje se bo preneslo pozneje, ko se bo središče zahodne imperialne moči preselilo z Britancev na Američane. Vedno obstaja elita, na nek način transnacionalna, povezana s finančnim svetom, ki si vedno zastavlja to vprašanje, ne glede na glavni geopolitični pol moči na Zahodu. Ti ljudje si vedno zastavljajo naslednje vprašanje. Kako naj elite upravljajo človeške množice, za katere so odgovorne? Ti ljudje so spoznali, da so se z vsako industrijsko revolucijo od 19. stoletja naprej povečevale množice proletarcev, ki jih je Schumpeter imenoval ustvarjalna destrukcija ekonomije. Ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice dans l'économie, c'est-à-dire To pomeni, da so stare oblike gospodarske proizvodnje uničene. Na to se ustvarjajo nove. Medtem pa je popolnoma porušil staro ravnovesje in cela vrsta ljudi se je znašla v položaju brezposelnih ter končno ustvarila razred, ki je postal nevaren za elite. Zato se je vedno postavljalo vprašanje, kaj storiti s to množico ljudi. Zato obstaja več pristopov, in sicer bolj neposreden ali brutalen pristop, ki jih skuša čim bolj zmanjšati. Obstaja tudi bolj družaben socializacijski pristop, kot je pristop bratov Huxley, Broka Chilsama in podobnih ljudi. To pomeni, da si prizadevamo za dvig splošne kakovosti človeka, hkrati pa se ukvarjamo tudi s stopnjo rodnosti, demografijo in tako naprej. Ta stališča so dejansko Malthusova stališča, vendar so vsakič znova prilagojena potrebam časa ali tako rekoč problemom časa. Aldous Huxley, na primer, je združil svoje spremembe v tej zamisli. Obstajajo Huxleyjeva besedila, ki niso preveč znana, v katerih ima zelo jasno izraženo mnenje o širjenju vseh nekoristnih ljudi, ki po njegovem mnenju predstavljajo problem. Obstajajo tudi druga besedila, v katerih je nasprotno celo delil življenje nekaterih družin, rodarjev, delavcev v Angliji. Tako je imel stik s to resničnostjo. Ugotovil je, da je to dejansko zapleteno in da je treba rešiti velika socialna vprašanja. Zato gre dejansko za precej obojestransko veljavno misel, ki pa jo še zmeraj ohranjamo. Julian Huxley je znan tudi po tem, da je sodeloval z Herbertom Georgeom Wellesom, ki je znan kot oče znanstvene fantastike, predvsem pa potem, da je bil eden od pionirjev in avtor knjige Novi svetovni red. Ali obstaja povezava med zmanjševanjem prebivalstva in vzpostavitvijo novega svetovnega reda? Da, dejansko gre za iste kroge. Tudi Herbert George Wells je bil, kot pravimo, socialist, fabijanec. To je fabijanska družba. Kaj je fabijanska družba? Dogajala se je ob koncu 19. stoletja. Sidney Webb in nekatere druge osebnosti so nameravale ustvariti obliko, ki bi jo danes imenovali think tank. Lahko bi mu rekli tudi miselni center. Miselni klubi so imeli ali so začeli imeti svoj vpliv že v času francoske revolucije. Na primer, obstaja malo znana knjiga zelo velikega francoskega sociologa, ki je umrl med Prvo svetovno vojno, Augustena Cochana, ki je pisal o vplivu možganskih trustov na vzpostavitev francoske revolucije. To tradicijo bodo prevzeli fabijanski socialisti. To so bili ljudje, ki so izhajali iz takratne britanske elite, vendar so imeli vizijo, ki je bila namenjena načrtovanju in socializaciji problemov. Menili so, da mora socializem priti od zgoraj, vendar mislim, da je bila to tudi strategija, ki so jo imeli ti elitni krogi. Industrijska revolucija je uničila družbo, zato se je v delavskih razredih, zlasti v tistih, ki so se izselili iz podeželja, da bi v mestih postali proletariat in ustvarili ljudski socializem, pojavilo nezadovoljstvo. ont fabriqué leur propre socialisme, un socialisme élitaire, qui est finalement... In na koncu so ti ljudje ustvarili svoj lastni socializem, elitni socializem. To so torej elite,
tiste, ki morajo odločati o tem, kakšne naj bodo družbene usmeritve, kar je na nek način logično zanje. Zaradi naraščajočega nezadovoljstva je bilo treba najti oblike prilagajanja, vendar pa bi bila elita vedno tista, ki bi oblikovala družbeno obliko. Vsi tri krogi, kot je bil H.G. Wells, so bili del fabijanske družbe. Fabijanska družba naj bi bila vir za ustanovitev londonske šole za ekonomijo in politiko, ki je bila od 19. stoletja ena glavnih univerz za usposabljanje britanskih globalističnih elit. Des élites globalistes depuis britanniques, depuis le 19e siècle. Soros lui-même fera ses études là-bas. Tam je študiral tudi Soros in tam je spoznal Karla Popperja. Qui se perpétue en quelque sorte, enfin qui perpétue ses propres. Torej, gre še vedno za celotno okolje, ki se ohranja na način, da ohranja svoj svetovni nazor, svoje orodja za usposabljanje in celo svoj gospodarski kapital in ki dejansko postopoma zavzema vse več prostora v zahodni politični obliki. H.G. Wells je napisal knjigo s preprostim naslovom, ki se glasi Novi svetovni red. H.G. Wells je bil pravzaprav fabijanski socialist, imel je enako vizijo. Vsi ti ljudje imajo nekakšno vizijo, da bo prišel čas, ko bo obstala neka oblika svetovne vlade, ki bo nacionalne države nadredila podrejene, jih prebavila in načrtovala vse vidike človeškega življenja, ki jih bo upravljala razsvetljena elita v novem svetovnem redu. Pour effectivement, alors on peut avoir le nouvel ordre mondial. Le titre de Huxley était Huxleyov naslov je bil bolj dvoumen, saj je bil Brave New World, vrli novi svet ideja, ki jo vključevala kritiko. On je bil nekoliko stran od tega, vendar je bil tudi on del tega. Nekoliko podobno je tudi pri Orwellu. George Orwell je bil na nek način tudi kritik britanskega imperializma, vsega, kar je socializem, ki pa so ga zahodne sile v resnici uporabile proti komunističnemu konkurentu. Britannique, de tout ce qui est du socialisme, mais a été vraiment utilisé aussi contre le concurrent communiste par les forces occidentales. Zato je zanimivo vedeti, da so znani kritiki tega projekta na nek način pogosto vpleteni vanj. Ont souvent un peu un pied dedans. Tudi če so ustanovitelji teh institucij eugeniki, ali lahko verjamemo, da so se od začetka do danes te globalistične institucije spremenile? Če niso, zakaj ne? Ali so se spremenile od svojega nastanka? To pomeni, da se razvijajo tako, kot se spreminja in razvija družba. Vendar so smernice še vedno enake. Če pogledate, kar sem vam povedal, naprimer kroge društva Fabienne, iz katerih so prišli tudi prvi ljudje, ki so se zavzemali za načrtovanje družine, gre vedno za iste linije sil. Par exemple, des premières personnes qui étaient pour la planification familiale, eh bien, c'est toujours les mêmes lignes de force. Donc, les lignes... Glavne usmeritve so vzpostavitev enotne globalizirane politične oblike, ki jo imenujejo globalno upravljanje. In potem tudi ideja o demografskem načrtovanju. Vendar bodo ti ljudje rekli, da je še vedno zarota prenašanje bakle iz roda v rod. D'autres aspects. Après, il y a, on va dire, moi je le vois de cette manière-là, c'est-à-dire, souvent on va dire oui, alors c'est. Na to gledam z vidika okolja. Se transmettre le flambeau de génération. To pomeni, da gre za celotno sociološko okolje, ki je na nek način hiperrazred najbogatejših ljudi na svetu, ki uporabljajo kapitalistično gospodarstvo, finančne trge, ki so v resnici ljudje, kot je Soros, ljudje tega reda, ki imajo politični projekt in so dejansko organizirani v mrežo. Qui sont vraiment les gens voilà, comme Soros, des gens de cet ordre-là. Et qui en fait ont un projet politique et en fait sont organisés en réseau. Et vraiment, bon, vous avez cette société Fabienne. Imamo tudi društvo Fabienne, ki je bilo na nek način eden prvih možganskih trustov. Zdaj je vse organizirano na ta način. Tam je prava moč. Si vous regardez l'histoire américaine. Če na primer pogledamo ameriško zgodovino, sta vpliv in vloga sveta za zunanje odnose, Council of Foreign Relations, od začetka 20. stoletja presenetljiva. Politicien change
Mais ces pouvoirs-là Politične sile se nekako spremenijo, vendar so te pristojnosti še vedno navzoče. Niso demokratične, vendar se še ne pojavijo. To je težava. Če želite kritizirati neliberalne sisteme, lahko rečete Kitajska, Rusija ali Brazilija. To lahko storite, ker je sistem, ki vodi državo, v vsakem primeru precej očiten. Na Zahodu je to bolj zapleteno, saj obstaja oblika političnega sistema, ki je nekako kot dimna zavesa. Nepregledna steklena zavesa, ki jo vidiš, vendar se za njo skriva nekaj drugega. Druga stvar pa je celotno vesolje možganskih trustov, mreže nekaterih možganskih trustov, kot sta Fabienne Society in Svet za zunanje odnose, ki že več kot stoletje nosita baklo tega projekta. Le flambeau du projet depuis plus d'un siècle. Za katere druge institucije lahko rečete, da kaže vpliv globalizma in evgenike? Si vous voulez, donc il y a en quelque sorte, il y a les institutions internationales. Če želite, so tu priznane uradne mednarodne institucije, v katerih sodelujejo države. Tu je še svet možganskih trustov, ki vpliva na politike držav ali mednarodne institucije. Če na primer pogledamo Svetovno zdravstveno organizacijo, je njen drugi največji financer fundacija Gates. Mondiale de la santé, le second financier de l'OMS et la fondation Gates. Torej, pred večino držav. Tako je za Združenimi državami Amerike zasebna fundacija, katere ustanovitelj se odkrito zavzema za pospešeno zmanjšanje svetovnega prebivalstva. De la réduction mondiale de la population accélérée. Et en fait, In pravzaprav v knjigi prikazujem, da je večina teh ljudi s to idejo. Bill Gates je na primer leta 2009 organiziral srečanje, ki ga je poimenoval Klub dobrega, Good Club. Šlo je za vrsto srečanj, na katerih so se ljudje, kot sta Soros ali Warren Buffett, ter najbogatejši ljudje na svetu srečevali in se pogovarjali o političnih obetih za prihodnost. Med ponavljajočimi se vprašanji je bilo na primer vprašanje globalne prenaseljenosti. Ti ljudje to vedno predstavljajo na maltuzijanski način, to je, obstaja omejeno število virov, zato mora biti človeštvo omejeno. Toda oni so tisti, ki odločajo o tem, kdo naj bo omejen. To je nekoliko problematično, vendar so tudi tisti, ki človeštvu jemljajo največ virov. Če pogledate zlasti Billa Gatesa, so vse njegove naložbe v kmetijstvo, v kmetijska zemljišča v Združenih državah Amerike ogromne. Tako nam ti ljudje, ki na nek način monopolizirajo, tudi vse pojasnjujejo. Tako se vračamo k vašemu prvemu vprašanju, ravno k srednjemu razredu, da nas je pravzaprav preveč. Gre torej za obliko razrednega boja, ki pa nikoli ni bila razglašena. Težava je v tem, da smo dejansko v neki obliki vojne. Temu pravim prikrita vojna proti prebivalstvu s sredstvi, ki so vedno zvita in nikoli frontalna. Govorili bomo o vojni v Ukrajini in Rusiji, ki izvaja vojaško operacijo, kar je očitno. Toda, če želite, ti ljudje vodijo nevidne vojne s premetenimi sredstvi. To je težko razumeti. V svoji knjigi govorite o Rockefellerju. Zakaj Rockefeller podpira te globalistične organizacije? Ali se v teh globalističnih institucijah navzoči tudi kitajski in ruski vplivi? Naprimer, če pogledamo Kitajsko, je prva država, ki uradno nadzoruje rojstva svojega prebivalstva. Da, popolnoma. Dejansko je na primer Paul Ehrlich, ki je znan demograf. Vendar, ali svojo vizijo uporablja za ljudi, ne vem. Leta 1968 je napisal knjigo z naslovom Populacijska bomba. Pravzaprav je govoril prav o tem demografskem problemu, ki naj bi od 70 let prejšnjega stoletja naprej povzročil svetovne katastrofe. Demografiji, ki allait vraiment tout, provoquer des catastrophes globales dès les années 70. Lui était vraiment... Njegov ton je bil resnično alarmanten, apokaliptičen, preroški. De manière récurrente,
Paul Ehrlich Paul Ehrlich je bil v 70 letih prejšnjega stoletja na primer večkratni občudovalec kitajske politike. de la politique chinoise à son époque dans les années Dejal je, da Kitajska ravna pravilno in da bi bilo treba to razširiti na ves svet. à l'ensemble du monde. Faut savoir que Vedeti morate, da je Paul Ehrlich v svoji prvi knjigi podal nekatera priporočila, ki so bila precej osupljiva. verser un agent stérilisateur dans l'eau potable, agent stérilisateur. Razložil je, da bi bilo morda treba v pitno vodo vnesti sterilizacijsko sredstvo, ki bi prizadelo samo enega od obeh spolov in na to še cel kup idej. Vendar je v isti knjigi pojasnil, da to trenutno žal ni mogoče in da je te rešitve predlagal namenoma, da bi pokazal, da je problem zelo resen. To je torej nekdo, ki je resnično spodbujal vse tehnike sterilizacije. V Indiji, na primer, se to uporablja celo množično. To so ljudje, ki jim je všeč ta ideja, zato je očitno občudoval Kitajsko. Dejal je, da to delo opravlja Kitajska in da ga je treba opraviti. Vedeti morate, da se Kitajska zdaj sooča z demografskim problemom. To pomeni, da bodo Kitajci, čeprav jih je zelo veliko, v naslednji generaciji ostali brez delovne sile, se bodo zamudili vsa rojstva. Pravzaprav se bo starostna piramida nenadoma obrnila. To so težave, vendar globalistov tega ne zanima, saj je Kitajska hkrati partnerica in konkurentka. Parce que la Chine est à la fois un partenaire et un concurrent. En fait, Pravzaprav je bilo vedno tako. Če demografske težave na koncu vplivajo na konkurente, je to v redu. Težavo jim predstavlja prav to, da konkurenti nadzorujejo svoje demografske podatke in so na nek način suvereni. Que des concurrents maîtrisent eux-mêmes leur démographie et deviennent comment dire, souverains en quelque sorte en la matière. Da, vpliv Kitajske je hkrati partnerski in nasproten. Un partenaire et un adversaire. Bon, c'est un adversaire. Je nasproten, ker namerava Kitajska na nek način ohraniti suverenost nad kraljevskimi vidiki svoje države. C'est les aspects régaliens de son état, mais c'est un partenaire parce que en fait. Vendar je tudi partner, saj je kitajska gospodarska integracija v mednarodne institucije dejansko omogočila eksponentno gospodarsko rast v zadnjih desetletjih. Permis, on va dire, la forme économique, la croissance économique exponentielle des dernières. Čeprav se ta sistem zdaj krha. Ce système justement sont en train de se casser, mais au niveau des institutions internationales. Na ravni mednarodnih institucij pa imamo na primer sedanjega direktorja Svetovne zdravstvene organizacije Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, za katerega nekateri menijo, da je pod kitajskim vplivom. Saj je bil kot Etiopec celo član vodstva Ljudske osvobodilne fronte Tigraja, ki je nekakšna komunistična stranka v Etiopiji, in jo kitajska komunistična partija šteje za sestrsko organizacijo. Kitajske naložbe v Etiopijo so ogromne in so jo omogočile, da je postala eno najbolj razvitih, najvišjih in najnaprednejših afriških gospodarstev. En voie de développement les plus avancés. Donc, en fait, l'influence chinoise, elle est certaine. Kitajski vpliv je torej nedvomno prisoten. Toda, kot sem dejal, na primeru v mednarodnih institucijah, bo kitajski vpliv morda na bolj politični ravni ali pa ravno zaradi kitajske navzočnosti v Afriki prek samih afriških držav v teh mednarodnih institucijah. Des pays africains au sein des institutions internationales, de cet ordre-là. Mais l'influence, par exemple... Vendar bo na primer vpliv na Svetovno zdravstveno organizacijo na tej ravni na nek način skupen s Kitajsko. Vendar bosta to predvsem fundacija Billa Gatesa ali Združene države Amerike, ki sta gospodarsko veliko bolj navzoči v Svetovni zdravstveni organizaciji kot Kitajska. To pomeni, da so bili v mednarodnih institucijah od njihove ustanovitve naprej ljudje, ki so bili resnični teoretiki mednarodnega prava in ki so želeli ustvariti orodja, ki bi izboljšale odnose med državami in preprečila nove vojne. Théoricien du droit international et qui voulait créer des outils qui viendraient en quelque sorte lisser les relations entre les États et empêcher de nouvelles guerres. Et puis il y avait des Potem so bili tukaj še ljudje, ki so imeli v mislih resnično globalistični lobby.
Menim, da je globalistično lobiranje z leti v mednarodnih odnosih prevladalo nad strateškim realizmom. Le réalisme stratégique au niveau des relations internationales. Et ça, on l'a vu. To smo videli pri krizi COVID-a, ko so bile na svetovni ravni nenadoma sprejete odločitve, ki so jih sprejeli zunaj držav, vendar so jih države na to uporabile. Finalement, hors des États, mais appliquées ensuite par les États. Donc, à partir de là, on voit que Tako lahko vidimo, da se je začela oblikovati nova oblika upravljanja, če uporabimo jezik mednarodnih institucij. Glavni financer Svetovne zdravstvene organizacije so Združene države Amerike. Takoj za njimi pa fundacija Billa in Melinda Gates. V času Trumpovega predsedovanja so Združene države prenehale s financiranjem. Kaj je bil razlog za to? In kakšno sporočilo je bilo poslano s to konzervativno linijo, ki jo v Evropi zelo kritizirajo? To je imelo več vidikov. Menim, da je bil eden od vidikov, ki jih je spodbujala Trumpova administracija, bližina Svetovne zdravstvene organizacije Kitajski, ki je glavna tekmica Združenih držav Amerike za globalno geogospodarsko vodstvo. Pour le leadership géoéconomique global, en fait. Poleg tega se je ponavljalo vprašanje zdravstvenih politik in instrumentalizacije vsega, kar Svetovna zdravstvena organizacija imenuje reproduktivno zdravje. L'Organisation mondiale de la santé appelle la santé reproductive. Donc, vključno s splavom, ki se vse bolj predstavlja kot oblika človekovih pravic. Un glissement du sens des droits de l'homme. Tako se je pomen človekovih pravic spremenil, saj je splav zdaj sam po sebi človekova pravica. Donc ça, veut dire pour les conservateurs américains, ça a toujours posé. To je za ameriške konzervativce vedno predstavljalo težavo. L'État américain a toujours un rapport ambigu avec les. Ameriška država je imela vedno dvoumen odnos do mednarodnih institucij, dokler so jih služile, jih je želela obdržati. Toda, ko jim ne služijo več, se jih želijo znebiti. Trump avait aussi compris que l'OMS était en train d'être utilisé. Trump je tudi spoznal, da Svetovna zdravstvena organizacija uporablja mednarodna globalistična levica, katere del je tudi Gatesova fundacija, za politično manipulacijo z zdravstvenimi vprašanji, kot so jo uporabljali med krizo COVID-a. La question politico-sanitaire du Covid tel qu'il a été utilisé, puisqu'il faut quand même bien voir que. Pomembno je videti, da je Trumpov mandat na koncu sabotiral prav vprašanja COVID, nato pa še gibanje Black Lives Matter, ki so ga na drugem področju financirali Sorosova fundacija in drugi. Était financé là par la fondation Soros et autres, mais par cette même vision politique du globalisme. Toda ta ista politična vizija globalizma, ki se je s Trumpom znašla pred kočljivim problemom, to je izzivom, ki ne prihaja več od zunaj, lahko bi rekli iz zahodne politične oblike, temveč iz notranjosti, iz strateškega središča političnega zahoda, to je iz Združenih držav Amerike. To je predstavljalo strukturno težavo. To težavo je zame rešila sekvenca volilnih goljufij COVID Black Lives Matter. Zdaj, ko smo na primer priča zadnjim volitvam nekaterih kandidatov za vmesne volitve, se bom moral ozreti drugam. Pogledati bi moral kandidate na zadnjih volitvah, če so bili izvoljeni ali ne, saj so nekateri obljubili, da bodo razkrili veliko stvari o kampanji cepljenja in izvajanju covidnih zakonov, ki so bili uvedeni, včasih tudi strani ameriškega CDC, Centra za nadzor in preprečevanje bolezni. Des CDC américains. Donc, c'est un enjeu. Zato je tudi to zelo pomembno vprašanje. Veliko ljudi zdaj govori o goljufijah na zadnjih volitvah. To bom moral podrobneje preučiti, vendar menim, da se zdaj na Zahodu zelo jasno soočamo s problemom, ki ga bo vedno več, zlasti z elektronskim glasovanjem, in da bomo imeli vedno več tovrstnih težav. De sortir ce qu'on pourrait appeler la démocratie représentative, et on va rentrer toujours plus dans un Na globalni in planetarni ravni smo dejansko v procesu opuščanja tistega, čemur bi lahko rekli predstavniška demokracija, in bomo vse bolj vstopali v globalizirani neliberalni sistem.
To pomeni, da obstajajo odkrito neliberalne države, potem pa je tu zahodna demokracija, ki se vedno predstavlja kot odprta družba, kot bi rekel Soros, vendar je v resnici zdaj zame postliberalna. Obstaja oklepna politika liberalizma, toda nismo več v političnem liberalizmu, ampak v nečem drugem. Težava pa je v tem, da gre za bolj prefinjeno obliko neliberalizma, kot na primer pri kitajski komunistični partiji, saj je tam še vedno predstavljen v obliki demokracije in glasovanja. Vendar bo ta težava vedno bolj vidna, se tudi v Franciji ljudje vedno manj volijo. Toda to je resnična težava. Smo v postliberalizmu. Prebivalstvo podsaharske Afrike naj bi se v naslednjih 3 desetletjih skoraj podvojilo. Število ljudi se bo povečalo z 1,15 milijarde leta 2022 na 2,09 milijarde leta 2050. Če te organizacije že od svojega nastanka govorijo o depopulaciji, zakaj se ta dogaja samo na Zahodu, ne pa tudi na primer v Afriki? Prav to vprašanje sem si zastavil v svoji knjigi. Zato menim, da gre že za strukturni pojav, da ga najprej uporabijo tam, kjer imajo največ moči. Na to so ga poskušali uporabiti. V svoji knjigi govorim na primer o poročilu NSSM 200, ki so ga napisali Kissinger in njegovi sodelavci in v katerem so takratnemu predsedniku Nixonu pojasnili, kako naj Združene države Amerike nadzorujejo demografijo in rodnost v državah v vzponu, ki so za Združene države Amerike polne strateških virov. Bilo je veliko takšnih držav, med njimi Filipini in druge. Javne službe so dejansko spodbujale sterilizacijske kampanje. To je jasno. Zlasti v Indiji in v drugih državah, pa tudi v državah, ki so bolj konzervativne v smislu vrednot, ali bolj krščanske, bolj katoliške ali bolj protestantske. Conservateur au niveau des valeurs ou plus chrétien, plus catholique ou plus protestant, eh bien, vous avez eu vraiment... V resnici ste imeli oblike prikrivanja sterilizacijskih kampanj. To se je dogajalo na Filipinih in v Latinski Ameriki, kjer je bilo to najbolj odmevno, kar lahko poiščete tudi na medmrežju, saj tega ni v osrednjih medijih. To se je zgodilo leta 2014 v Keniji, kjer je katoliška cerkev obsodila kampanjo cepljenja proti tetanusu, ki je prikrivala kampanjo za sterilizacijo prebivalstva. Sočasno z vbrizgavanjem cepiva je bila vbrizgana tudi molekula, ki je povzročila spontane splave pri določenem številu odmerkov, morda po 4., 5. odmerku, kar nas spominja na določene časovne stvari, pa naj bi povzročila celo sterilizacijo ljudi. On aurait même la stérilisation des personnes. Ce qui a alerté à l'époque l'Église. To je takrat opozorilo katoliško cerkev v Keniji. Dejstvo, da cerkev ni bila vključena v kampanjo cepljenja, je nenavadno, saj je cerkev v Keniji že zelo dolgo vključena v zdravstveno varstvo in javno zdravje. Zato so bili nekoliko zapostavljeni in to jih je opozorilo. Metodologija je bila drugačna, saj je bilo zelo veliko injekcij precej blizu skupaj, kar se je razlikovalo od tistega, kar se je očitno izvajalo prej. Zato so vzeli vzorce teh cepiv proti tetanusu, jih analizirali in izkazalo se je, da vsebujejo snovi, ki lahko pri mladih ženskah povzročijo splav in neplodnost. Šlo je torej za škandal in javno so priznali, da je do tega poskusa res prišlo, kar pa so seveda predstavili kot napako. Če se poglobimo v koncept kontracepcijskega ali celo abortivnega ali sterilizacijskega cepiva, imamo na voljo celo vrsto del o tem vprašanju. Contraceptif ou même abortif ou même stérilisateur, en fait, vous avez une foule de travaux qui existent sur cette question. Zlasti delo indijskega profesorja Gursarana Talvarja, ki se že od 60. in 70. let prejšnjega stoletja ukvarja z mislijo o cepivu, ki bi bilo tudi sterilizator.
Il y a même eu, je cite dans mon livre, un article, par exemple... V 90-ih letih je v italijanskem dnevniku La Repubblica, na primer, izšel celo članek z naslovom, ki ga navajam v svoji knjigi, da bo kmalu na voljo cepivo proti dojenčkom. Takšna je bila zamisel in še vedno si lahko zastavimo to vprašanje. L'avortement même est légalisé partout, de plus en plus. Si les méthodes de stérilisation volontaire... Če torej obstaja kontracepcija, če je sam splav po vsem svetu vedno bolj legaliziran, če so prostovoljne metode sterilizacije, vazektomija in druge spodbujene in sprejete ter celo promovirane, zakaj potrebujemo metodo sterilizacije s cepljenjem? Zato, ker želimo nekje sterilizirati ljudi brez njihove vednosti. In s tem je nekaj narobe. Profesor Talvar odgovarja, da je namenjen ljudem, ki želijo opravljati obe stvari hkrati. Da, seveda, razen tega, da na primer v Keniji ljudi niso vprašali za mnenje, ali želijo biti sterilizirani hkrati s cepljenjem proti tetanusu. Ko to preberete, na primer, pomislite, da gre za scenarij iz znanstveno-fantastičnega filma. A ne, v resnici se je zgodilo prav to. Če odgovorim na vaše vprašanje o kampanjah, mislim, da je v Afriki takoj prišlo do ogorčenja. Dejansko bi morda radi bolj nadzorovali rodnost v Afriki, vendar menim, da jim je to težko, ker je afriška politična oblika nekako bolj anarhična in jo je težje nadzorovati. Si chez nous ces politiques-là marchent, ils continuent d'être appliquées, Vendar je to za nas, zahodnjake, resnična težava, saj če bo ta politika delovala in se še naprej izvajala ter spodbujala, pomeni, da bomo na koncu imeli vse težave s priseljevanjem, ki jih imamo zdaj, in te še zdaleč ne bodo odpravljene. Obstaja zgodovinska zakonitost, da ozemlje vedno na koncu zasedejo najštevilčnejši. To je preprosto in to se zdaj dogaja na Zahodu. In ko vidite, da nevladne organizacije, ki spodbujajo priseljevanje iz podsaharske Afrike, povzročajo težave celo v državah Magreba. V Magrebu vidijo, da se podsaharski demografski vzpon pomika proti njim, nato pa ga poskušajo upočasniti tako, da ga prevalijo na Zahod. Če želimo pomagati ljudem, ki se utapljajo, jih lahko prepeljemo nazaj na izhodiščno točko. Zakaj bi jih vračali na njegove ciljne točke, ki so še bolj oddaljene? Te nevladne organizacije, ki pomagajo, so prav tako iste, ki opravljajo terensko delo s celotno flotiljo zelo naprednih plovil z droni in tako naprej, z ljudmi, ki prihajajo iz različnih krajev. Pravzaprav je to prava mala vojska nevladnih organizacij, ki prevažajo migrante po Sredozemlju. Te iste nevladne organizacije nato v evropskih medijih podtikajo, da bi nam prodale prisilno sprejemanje tega množičnega priseljevanja pod humanitarnim vidikom. Pour nous vendre justement sous l'aspect humanitaire l'acceptation forcée de cette immigration de masse, bien, on peut se demander quel est l'intérêt. Et quand on regarde... Lahko se vprašamo, zakaj gre, ko pogledu na financiranje teh nevladnih organizacij najdemo Sorosovo fundacijo in druge tovrstne fundacije. Zato si misliš, da nekje obstaja politični projekt. Vidite, na primer, ljudi, kot je nekdanji francoski minister za ekologijo Yves Cochet, ki nam je pojasnil, da je zagovornik denatalizacije. Razloži nam, da morajo zahodnjaki imeti manj otrok, da bi lahko sprejeli več migrantov. To jasno pove. Ta človek je bil minister za ekologijo pod vodstvom Lionela Jospena. Zato to jasno pove, poleg tega pa je nekdo, ki se zaveda nezbešnega ekološkega zloma. Torej nekdo, ki zdaj vidi, da se bo zaradi prevelike rodnosti vse sesulo. Vendar je težava globalizma v tem, da postavlja stvari na globalni način. To pomeni, da bo v nekaterih državah, v Nigeriji, Nigru in drugih, prišlo do prenaseljenosti, tako da bodo celo v isti državi določeni deli s katastrofalno demografijo, ker bodo vsi ljudje odšli v velika mestna središča, da bi našli delo ali kaj drugega. Takšne težave se lahko pojavijo. Toda to so okoliški in lokalni problemi, s katerimi se ti ljudje vedno ukvarjajo na globalen način, celo na zelo hiperglobaliziran način. To je še bolj celinski.
en Europe. Če bodo belci v Evropi imeli manj otrok, bo to seveda vplivalo na globalno demografijo. Toda, če bomo na koncu imeli 1000 milijard Afričanov, ki bodo na to naseljevali Evropo, kakšen smisel bo to imelo za Evropejce? V tem je težava. To vprašanje si zastavljajo pristransko, saj menim, da je v ozadju ta projekt. Podobno kot na začetku najinega pogovora, so glavne smernice globalističnega projekta, to je zamisel o integrirani svetovni vladi. Če razmišljate o svetovni vladi, to pomeni, da boste imeli globalizirano politično telo. Globalizirano politično telo pa ne sme biti preveliko po številu, saj bo v nasprotnem primeru nujno preveč heterogeno. Zato obstaja zamisel o zmanjšanju števila prebivalcev, kjerkoli je to mogoče. Najprej na Zahodu in kot sem rekel, sovražnik, ki ga želijo uničiti, je zahodni srednji razred, natančneje evropski srednji razred. Ali nam lahko pojasnite, kaj je biopolitika? Francoski filozof Foucault je povedal, da je tradicionalna razlika med suverenostjo in biopolitiko v tem, da je suverenost takrat, ko suveren od svojega prebivalstva pobira nekakšen krvni davek. To je, državljane pošlje v vojno, da bi branili njegovo kraljestvo ali počeli podobne stvari. Vendar pa se ne vmešava v zasebno življenje družb in jim dovoli, da živijo svoje življenje. Predvsem pa ne posega na področja, ki bi bila zdravstvena, demografska ali podobna. Zadovoljna je s klasičnimi kraljevskimi domenami. Biopolitika mu je pojasnila, da bo od razsvetljenstva dalje ta zamisel o resničnem upravljanju političnega telesa kot oblike biomase na nek način izpopolnjena. Une forme de biomasse en quelque sorte, voilà, avec vraiment des gens, des humains. Pri ljudeh, ki bodo vedno bolj upoštevani, bomo rekli, da bo z uporabo statistike in tako naprej vedno bolj natančno in večnamensko telo vedno bolj izmerljivo. Quantifiable. Voilà. Et donc, et en quelque sorte, pour ma part, je pense que cette biopolitique n'a eu de... Po mojem mnenju se ta biopolitika nikoli ni nehala izpopolnjevati. Težava zahodnjakov je predvsem v tem, da bi to obliko biopolitike prepoznali kot obliko upravljanja, ki je na nek način skrita. Forme de gouvernance qui se dissimule en quelque sorte. Parce qu'effectivement, la souveraineté... Ker je suverenost dejansko bolj frontalna, je vidna. Menim, da je med sedanjo zahodno obliko upravljanja in evrazijsko obliko, na primer rusko ali kitajsko ali celo turško ali iransko, evrazijska oblika bolj povezana z bolj arhaično suverenostjo. Plus à voir avec la souveraineté plus archaïque, et on le voit avec voilà, la mobilisation générale. To vidimo pri splošni mobilizaciji v Rusiji ali podobnih stvarih, ki na Zahodu morda niso mogoče. Vendar to ne pomeni, da je tako tudi na Zahodu. Iluzija, s katero ohranjamo zahodno prebivalstvo, je, da ga prepričamo, da zunaj še vedno obstajajo despotske države, ki vam lahko vsiljujejo samovoljne odločitve. Medtem, ko bo tukaj vse potekalo posredno, prikrito in z manipulacijo vprašanj, ki se splošni javnosti ne zdijo neposredno politična. Kar zadeva mene, je to pokazal COVID. Zato sem to knjigo napisal v času COVID-a. To je tudi način upiranja dogajanju, saj smo bili jasno vklenjeni vanj. Razumeti morate, da gre dejansko za politične odločitve s političnim ciljem, s političnim projektom, ki pa uporablja predsodke, ki jih ljudje ne dojemajo takoj kot politične, če je to celotna težava. Qui ne sont pas perçus comme immédiatement politiques par les gens. C'est toute la problématique. S pojavom COVID-a se je pospešila upravna digitalizacija naših družb. V imenu ekologije pripravljamo svoje prebivalstvo na to, da bi imeli en pas oziroma prepustnico z ogljičnim odtisom. Zakaj je ekologija pomembna za globaliste? Prav to sem vam povedal, da je ekologija pomembna,
ker smo sredi biopolitike. To pomeni, da na nek način uporabljamo politiko življenja. Zato uporabljamo temeljne vitalne elemente. Pri COVID-u je šlo za javno zdravje, zdaj pa za ekologijo. Ta pretveza se uporablja za spremembe v družbi, ki jih običajno ne bi sprejeli tako brezkompromisno. Povedali so nam, da zdaj popolnoma spreminjamo oblike družbene organizacije dela in tako naprej. Zmanjšali bomo porabo energije in tako naprej. Vse, kar so si nakopičile in zgradile zadnje generacije, zlasti od povojnega obdobja naprej, nam je odvzeto. Zato jo plačujejo na naš račun. Zato potrebujete izgovor. Ljudje, kot so Paul Ehrlich in drugi, so že od 60 let prejšnjega stoletja našli izgovor v vseh teh globalističnih think tankih, kot so Rimski klub in drugi, ki jih vedno financirajo isti ljudje, Rockefellerji in drugi, ter poiskali nekakšnega globalnega sovražnika, ki ne bi bil podvržen kritikam. Če imate ekološko katastrofo, ne morete reči ničesar, saj je celo bolj učinkovita kot sovražnik. Trenutno je za Zahod geopolitični sovražnik Rusija, vendar je to še vedno sovražnik, ki je nekako oddaljen. Na nek način je to človeški sovražnik. Tu imate sovražnika, ki je napovedan kot globalen, zato moramo narediti spremembe, ker bomo sicer vsi umrli. Obstaja tudi paradoks, da za rešitev prihodnjih generacij na nek način ne sme biti več prihodnjih generacij. To nam pojasnjujejo. Te zamisli o kompenzaciji ogljika in podobno bodo zelo koristne. Vedno gre za isto idejo. To je v skladu s vprašanji kibernetike, saj gre v resnici za obvladovanje vseh vidikov človeškega življenja in celo živih bitij. Ti ljudje so obsedeni z nadzorom nad gensko spremenjenimi organizmi in podobno. Resnično želijo nadzorovati živa bitja in hkrati skoraj nadzorovati resničnost, vse do kvantne fizike. Obstaja ideja o resničnem nadzoru nad naravnimi bitji. Na nek način je ta ogljična prepustnica šele začetek in zato je zelo pomembna. Zdaj se o tem začnejo pogovarjati tudi v najnovejših osrednjih medijih. In to niso viri, ki bi govorili o zaroti, temveč o tem, da skuša francoski časopis Libération pojasniti in oceniti onesnaževanje, ki ga povzroča človeško dihanje. Lahko vidite, kam nas bodo pripeljali. Resnično nas bodo pripeljali do tega. V svoji knjigi govorimo o tem, da so bili scenariji predvidevanja, zlasti knjige, ki jih je napisal brat Paula Ehrlicha. To je nekako tako kot Aldous Huxley in njegov brat. Eden, ki se je bolj ukvarjal z lobiranjem v mednarodnih institucijah in drugi, ki se je bolj ukvarjal z leposlovjem. Pri Paulu Ehrlichu je enako. Max Ehrlich, njegov brat, je napisal knjigo, ki se v francoščini imenuje Le Grand Décret in govori o tem, da bo sredi 20. stoletja onesnaženost tako velika, da bo celo zrak na obroke, hrana na obroke, ljudje bodo jedli zmrznjen plankton. Ne želijo, da bi jedli plankton, temveč gojišča žuželjk. Ker gre pri projektu za to, je zelo jasno, da je vanj vložila fundacija Gates in da uporablja oglase o teh vprašanjih. Pred kratkim je Angelina Jolie, ki je celo agentka, ki posreduje, vidimo jo v NATO-vih operativnih območjih, komunicirala. S komunikacijo je otrokom razložila, kako lepo je jesti žuželjke. To je nor projekt. Pravzaprav gre za projekt izgradnje nekakšnega koncentracijskega taborišča na prostem, kjer bo vse popolnoma kodificirano, togo, urejeno. Na to se pojavi vprašanje, ali je to izvedljivo. Tega ne morem razumeti. COVID je pokazal, da je veliko stvari izvedljivih, vendar je pokazal tudi, da je še vedno veliko odpora in da je med vlogo in projektom vedno spremenljivka, kot je bil takratni komunizem. Toda projekt, če sledimo njihovemu projektu do konca, je deliričen. Dihal bo kot v knjigi Maxa Ehrlicha. Zanimivo je, da je v tej knjigi razložil celotno organizacijo svetovne vlade.
Govoril je o svetovni vladi, svetovni državi, v kateri bi bile države le podrejeni subjekti, odgovorni za izvajanje globalne ekološke politike, ki bi jo odločila ta svetovna vlada. To je bilo v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je bilo za naše prednike to znanstvena fantastika. Toda zdaj ti ljudje ne govorijo o znanstveno-fantastičnem projektu, temveč o svojem družbenem projektu. Kot ste prej že omenili, ugotavljamo, da je večina teh globalistov prežeta s fabijansko družbo, katere simbol je volk v ovčji koži. Če smo razkrinkali volka, ali lahko naredimo analogijo z razkrinkanjem antikristom? To ste mi vzeli iz ust. Hotel sem vam povedati, ne vem, kateri cerkveni oče razlaga, da če je Kristus prišel kot jagnje, se bo tudi antikrist izdajal za jagnje, za nekoga, ki je dober. To je res vse. In mislim, da je bil to simbol fabijanske družbe. Ne vem, koliko so se tega zavedali in koliko jih je navkljub temu navdihoval zlobni duh. Toda ta ideja o volku v ovčji preobleki je v obeh oblikah. To je tisto, kar najbolje simbolizira celotno obliko, ki uporablja humanitarizem, ekologijo, vsa ta vprašanja in je hkrati simbol tega, kar bi lahko bil antikrist, ko se bo pojavil. Kaj je torej antikrist? Avtor Carl Schmitt je na primer dejal, da je to konec tistega, čemur v katoliški cerkvi pravzaprav pravijo mir reda. Gre torej za globalni nered, brez zakonje, konec zakonov, nomosa. Družbe nomos ni več. Menim, da bo prišlo do neke vrste državljanske vojne. Vstopamo v obliko globalizirane, stalne in nenehne državljanske vojne. Tako piše v Svetem pismu, ko nam je rečeno, da bodo ob prihodu antikrista nastale vojne. Živimo v takšnem času in nenehno poslušamo o vojnah, ki potekajo na drugem koncu sveta. No, nekaj takega bo. In res mislim, da bo nekaj, kar bo zelo težko izraziti. Temu se bo zelo težko upreti, se bo na neki točki planetarni nered takšen, da bodo ljudje nenehno zahtevali vrnitev k nekakšnemu redu. Menim, da bi bil antikrist na neki način lahko nekaj takega. To pomeni, da bo prišlo na čelo oseba ali skupina ljudi, ki bo vzpostavila navidezni red, vendar globalno. Če rečemo, da so naši problemi globalni, jih bomo reševali globalno. Toda, če bomo prišli do časa, ko se bo to zares pokazalo, mislim, da bodo pravi kristjani začeli razumeti, da smo vstopili v nekaj drugega. Mislim, da nam to govori sveti Pavel, ko bodo rekli mir in varnost, takrat bo prišla pa Rusija, Kristusov drugi prihod. Sveti Pavel nam to pojasni. To razloži prvim kristjanom v Solunu, Tesaloničanom, kjer jim pove, da mora najprej priti antikrist, da bi se Kristus lahko vrnil. Qui peut-être même que ces gens-là ne maîtrisent pas complètement, c'est-à-dire qu'ils construisent quelque chose, mais qui sera au final que le marchepied du retour de notre Seigneur. Mais là, on est dans une perspective plus théopolitique, mais c'est aussi une perspective. Na nek način torej obstaja proces, ki ga ti ljudje morda še ne obvladajo v celoti. To je, da gradijo nekaj, kar bo na koncu predstavljalo odskočno desko za vrnitev našega Gospoda. Toda tukaj smo v bolj teopolitični perspektivi, vendar je to tudi perspektiva, ki se ji približujem in ki bo po mojem mnenju vedno bolj bistvena. Vendar bodo obstala znamenja, na primer vsako leto se določeni izraelski lobisti zavzema za obnovo templja v Jeruzalemu. To je znak. Če bo Jeruzalemski tempelj nekoč obnovljen s podporo Združenih narodov in drugih, bo to znamenje, ki so nam ga očetje cerkve jasno dali o bližnjem prihodu Kristusovega sovražnika. Vendar ga bodo ljudje, ki nimajo verske kulture, težko odkrili, saj se bo dejansko pojavil v podobi nečesa, česar še nismo videli. Res je, da bi lahko šlo v smislu mistifikacije, tudi tehnološke in druge, vendar je še precej daleč. Toda svetopismo nas na to jasno opozarja. Zato je krščanska vera v pričo te pokrajine, ki se morda zdi nekoliko brezupna, na nek način prava smer in obzorje, ki se jo je vredno držati tudi v razkristjanjenih družbah. Ali želite ob koncu oddaje še kaj pojasniti ali morda izraziti kakšno željo?
Non, voilà, je pense qu'on a fait... Mislim, da smo z vašimi obsežnimi vprašanji dobro pokrili našo temo. Morda smo bili na začetku hitri, vendar moramo resnično razumeti, da ko ljudje govorijo o zaroti, je to obtožba, ki je bila izmišljena prav zato, da bi preprečila dvome o teh projektih. Zame je to družbeni projekt, ki ga izvaja elita in potem nam lahko rečejo, da to ni mogoče, da je to nekaj tako velikega, da bi lahko prišlo do upora. Morda se pojavlja zadržanost, a da bi ljudje zares razumeli, kaj se dogaja, je treba to pojasniti na svetovni ravni. Težava je v tem, da smo del piramidnega sistema, ki preprečuje ozaveščanje. Et le problème, c'est que c'est l'espèce de pyramide de décision qui empêche la prise de conscience. Priznajmo, da kampanje z injekcijami niso naključje in da obstaja volja, da se to uporabi, kot se je to zgodilo v Keniji. To, kar se je zgodilo tam, se zdaj dogaja na svetovni ravni, da bi nadzorovali človeško rodnost in tako naprej. To je gotovo. De utiliser cela, comme cela a été fait au Kenya, mais maintenant au niveau planétaire, pour contrôler, entre autres, parce qu'il y a différents volets, mais clairement pour impacter la fertilité humaine. Zame je to poskus tega, a zagotovo bodo še drugi. Morda so že zdaj drugi, ker je težava že tu, prav zdaj. Zdaj nam pojasnjujejo, da v teh znamenitih laboratorijih P4 v Združenih državah Amerike preučujejo nove oblike covida, križane med omikronom in prvim sevom covida, da bi prišli do takšnega covida, ki bi bil 80% smrtonosen, da bi lahko načrtovali cepivo, ki bi preprečilo, da bi ta virus ogledal luč sveta. Vidimo torej, da so se začele dogajati spremembe, vendar tega še ne vemo točno. Kot kristjan moraš biti duhovno oborožen in pripravljen sprejeti te udarce in si reči, da na koncu to ni nič, če ostaneš v krščanski perspektivi. Vse, kar bodo ti ljudje storili, bo korak bližje k Gospodovem drugem prihodu. Najlepša hvala, gospod Pierre-Antoine Plaquevent. Resnično mi je bilo v čast, da sem lahko z vami sodeloval pri teh dveh oddajah. Merci à vous. Merci. Drage gledalke in dragi gledalci, ob koncu današnje oddaje bi vam rad povedal kratko zgodbico. Starec želi svojega vnuka naučiti življenja. V vsakem od nas je notranji boj, reče dečku. To je boj na življenje in smrt, ki poteka med dvema volkovoma. Prvi je temen, to je jeza, zavist, žalost, obžalovanje, pohlep, aroganca, samo pomilovanje, krivda, zamera, manjvrednost, nadrejenost, laž, lažniv, ponos in ego. Drugi je svetleč. To so veselje, mir, ljubezen, upanje, vedrina, ponižnost, prijaznost, skrb, sočutje, velikodušnost, resnica in vera. Vnuk dolgo razmišlja, nato pa vpraša svojega dedka. Kateri volk zmaga? Starec se je nasmehnil in odgovoril. Tisti, ki ga hraniš. Zato, drage gledalke in dragi gledalci, vam želim, da se nahranite z Božjimi besedami in delujete s Svetim Duhom in potem, kar je dobrega v vas. Želim vam veliko Božjega blagoslova in vse dobro.